Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Jezus Chrystus je nasz świętnik. Jezus Chrystus je cały świętnik. Swoim krzykiem nie ma kolesat. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril, čemu je podobno nebeško kraljestvo, čemu naj ga primerjam. Podobno je gorčičnemu zrnu, ki ga človek vzel in vsejal na svoj vrt, in zraslo je in postalo drevo, in ptice neba so prebivale na njegovih vejah. In zopet je rekel, čemu naj primerjam Božje kraljestvo. Podobno je kvasu, ki ga žena vzela in zamesila v 3 merice moke, dokler ni se prekvasila. Poslušali smo Kristusov evangelij. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Živel je kralj. A veste, kaj je kralj, tisti, ki nosi tron. In ta kralj, ki je imel enega služabnika, je vedno govoril, to je dobro. Ker se mu kaj zlomalo, strnilo, je rekel, to je dobro. In če mu padlo cigar na nogo, je rekel, to je dobro. Če ga zob bolo, je rekel, to je dobro. Vedno je govoril, to je dobro. Bil pa je kraljev najboljši pomočnik. In kralj je zelo rad hodil na lovo. In na tem lovu, potem ko je bil, se je enkrat zgodilo, da je ta pomočnik njegov, je vedno govoril, da je dobro, da je čisto puško in polno puško, se je sprožila puška in je kralju utrgalo prst. In ta možakar je rekel, to je dobro. Utrgalo mu prst. In on reče, to je dobro. Kralj vpraša, zakaj je dobro? Kralj, to je dobro. Rekel, bom ti že pokazal, kaj je dobro. Pa ga kar dal v temnico notri. In višli 3 let, pa ga tam pustil 3 leta v temnici, notri v zaporu. In pravi, on je notri vsake dan pravil 10-krat, to je dobro, to je dobro. In kralj gre spet na lov. In enkrat se je zgodilo na lovu, je tam 3. leto, da so ga ujeli ljudožerce. Kralje so zvezali. So ga dali lepo na drva, da ga spečejo, da ga pojejo. In eden izmed ljudožercev je bil vraživeden. In je videl, da kralj nema prsta. In je šel po glavare in je rekel, glej, ta človek nima prsta in bo celo prekletstvo prišlo na vse nas. Rekel, to je prekleti človek. Rekel, najboljše, da ga spustimo. So ga spustili. Kralj takoj gre v svoj grad, odklene tam tisto ječo, zapor, pravi, nisem razumel, zdaj pa razumem, da res dobro, da si mi odstregal prst.
Rekel, oprosti, da sem te 3 leta zaprl tu v Ječu. Rekel, to je dobro, da sem v Ječu. To je dobro. Rekel, pa zakaj bi bilo dobro, če si 3 leta zdaj tu bil v Ječu notri, ne? Pa si umiral, skoraj umrl. Hrane nisi dobro skoraj. Toliko glih malo za preživeti. Rekel, to je dobro. Zdaj pa mi ne res zanima. Povej mi, zakaj je to dobro, da si ti bil v Ječu? Rekel, gospod kralj, če bi ja bil z vame, bi me ne pojedel. Glede, to je dobro, da smo mi tukaj, da smo tu. Kje smo zdaj? Jezusu, Mariji. Dobro. Tudi če se kaj slabega zgodi v življenju, to je dobro. Ker Bog tisto, kar je slabo, lahko obrne v dobro. Veste, kaj je žalostno? Žalostno je to, da pred praznikom vse svete se te buče in vse drugo noč čarovnic in kaj delajo vse skupne. To pa ni dobro. Ker verjamete v neke stvari, ki niso dobre. Nasilje, duhovne. To pa ni dobro. In človek, če začne to kot otrok, ki se buče delati, podpirati v svoje notranjosti, začne počasi naseliti nemir. Počasi. In potem neposlušnost, kreganje in vse te zadeve. In potem vidite, kako težko je potem obvladovati stvari. Niso dobre. Žalostno. Mnogokrat, tako kot smo danes poslušali, ko Pavel pisa Rimljanom, ko so bili zelo pametni ljudje, je trpljenje sedanjega časa se ne da primerjati z slavo prehodnega veka. Kolikokrat je kdo trpel, bil preizkušen, bolezen ali kakšne druge zadeve, bolečina odnosa, odnosi včasih še so težje zadeve. In potem se sprašuje človek, zakaj to trpljenje, zakaj ta preizkušnja, zakaj grih jaz, zakaj me je zdaj to doletelo. Edini odgovor na vsa ta vprašanja ima Jezus. Edini odgovor, ki ga uporabljam kot duhovnik, ne razumem stvari, rečem Jezus, ti veš, zakaj. Ti imaš edini odgovor in ti veš, zakaj je to tak, jaz se ne razumem. Nisem razumel 22 let, od 7. do 29. leta nisem razumel, zakaj. Zakaj se mora to biti tako, nisem razumel. Ko sem stopil v bogoslovje, ko sem nazaj po 10 letih, potem šel v srednjo šolo, še dokončal strojnega tehnika in tako naprej, nisem razumel, zakaj mora biti tako. Ko sem stopil v bogoslovje, še nisem razumel, zakaj. Sem odpostil do tega. In ko sem bil kot kaplan, da prešla prva gospa, pa mi je pripovedovala, da ne more odpustiti. Takrat sem povedal iz zgodbo. Rekla, pa ni mojo neodpuščanje tako težko, kaj vaše je bilo. Rekla, potem ko bom se potrudila, bom tudi jaz odpustila svojo mož. Glede, vsaka stvar v življenju, ki nas nekako pritisne k tlonu, preizkušnja, bolezen, trpljenje, nekako nas hoče prebuditi. Vprašati, kdo si. Nismo mogli ne zbirati ni očeta, ni mame, niti ne spola, moški, ženski. Niti države, ki bomo se rodili, niti časa, kdaj bomo se rodili. Nekdo je zelo dobro, natančno načrtoval naše življenje. Zato, ker nas je želel prihoda, ker nas je poslal, ker nas ljubi,
nas ustvari iz ljubezni. Ko človek nima ljubezni, umira. Jezus, Bog nas je ustvaril iz svoje ljubezni, iz materijala ljubezni. Ljubezen je dosti krat prizadeta, ranjena, zavržena. Mnogo trpljenja, človekovega nedostojanstva. Kljub temu nam pošilja svojega sina Jezusa. Nas ni zapustil. Pa vedno znova nam prihaja. Vsak ima. Jezus ti želi povedati, da te ljubi, da te sprejema, da ne trebaš imeti slabe slike o sebi. Sebe moraš sprejeti takšni kot si, da si za Boga njegov ljubljeni Božji otrok. Ni potrebno razumeti, potrebno je verjeti. In to je tisti ključ, ki ga Jezus odpira vedno z nami. Tudi v današnjem evangeliju, ko govori o Božjem kraljestvu. A veste, kaj je Božje kraljestvo? Kaj pravi Sveto pismo o Božjem kraljestvu? 3 stvari. Nič več, samo 3. Kaj je Božje kraljestvo? Previdnost, mir in... A nišče ne bi rad prišel Božje kraljestvo z vas. Kako je pa prišli noč? Ne vete, kaj je. Dobro ste. 3 stvari so, ne pozabite tega. Pomeni pravičnost, mir in veselje v svetem duhu. Svetem duhu. Veselje. Veselje sredi kristjane. Jaz se srečujem z muslimani, prekužen sem bil v Ameriki, vsaki teden, skoro do polne vaje, za redovno predavnico. In gledajte, ali gre za živ odnos z Bogom, ali gre za živ odnos, a se ni srečen, ali gre za živo srečen z Gospodom, ali jaz srečen Jezusa tu živega, a mene to spremeni, a mu dopustim, da me ljubi do konca. Ne to, kar bom doživel, kar bom čutil. Mnogo ljudi, gledajte, se zgodi, da na področju duhovnosti stojijo. Preprosto stoji, ne gre več korak naprej, na duhovno ne napreduje. To, ker iz tega telesa šel na ta doživljajski način. A vi doživljate Boga, a ga čutite. A čutite mir, veselje, ljubezen, moč. A čutite svoje življenje to, da Bog z vami. Dobro, kaj pa ko ne čutite, ko pa ni mira, ko pa ni ljubezni, ko pa ni veselje, ko pa ni moči. Boga, laž. Ni resnica. Bog je vedno z nami. Jezus, ko je vstal od mrtvih, so 3 besede, ki najprej reče, mir z vami, čakaj nami. Ne bojte se, vidite, da se Bogu, da so se prestrašili, da Marija se prestrašila tudi. To je normalno, ko je ta Božja navzočnost se človek prestrašil, to je normalno odnos. Pomeni, mir z vami, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. On ni rekel Jezus, ko boš ti čutno, to živo, če sem pa jaz z vami, če sem s teboj. On je rekel, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, ne glede, kaj bomo mi doživljali, čutili. On je vedno z nami. Ostali se pa vprašanje, ali sem jaz z Jezusom. A je to dobro?
Bog je vedno zelo dobro. To je najbolj. Nihče te ne more tako biti rad, kot te ima Jezus rad. Daš svojo telo, svojo kri, svojo besedo. Imaš vse za tebe. Do konca. Matejeve evangelije, 10. poglavje, 30. vrstica pravi, vsi lasje na glavi so vam rešteti. Kje je mama, kakšna mama, ki je prišla svojemu otroku, vse lasje na glavi? Nije, niti očeta ni. Bog pa to naredi, da ima rad, ker te ljubi, ker ti hoče povedati, da si za njega dragocena in da nas tabo načrt. Tako kot je bil načrt, da te ustvaril, nič nisi naredil za njega. Tako ima načrt, da to je življenje, da te odrešuje. A smo notranje toliko svobodni, da smo do konca predani. Da mu rečem, Gospod, tukaj se. Želim, da tvoja volja hočem in uresničim. Želim, hočem, naredim, da ta potekne. Gremo do konca, gremo za Gospoda. Vera, božično zrno. A vete, kaj je vera? Ne obstaja niti eden ateist. Ni ateista. Ne obstaja. Jaz še nisem srečal ateista v življenju. Šli so z televizije, so snemali en film, sem jih povabil v župnišče, sem naredil nareze, vinčeka, paloškega, malo domačega žganja. In eden izmed njih se je našel in začel pikati, ne. Bog ne obstaja tako, ne. Sem Gospod. A je dober klobasa? A je dober sir? Moramo graditi mostove, ljubezni, spoštovanje, ne mostove sovraštva, obsojanja. Vsak ima svojo pravico odločen. Ampak ni Boga, pravi, ni Boga! Svego Gospod, kakšno je žganje? Jaz sem se pogovarjal o tej zadevi. Še bolj kaj, ko še se pojeli kaj. Ne vem, zakaj ste je tako dober? Sem pa zato, Jezus tako uči. Bil sem način, sem mi dal jesti, bil sem žen, sem mi dal piti, bil sem nak, sem oblekel in tako naprej. Šli stvari. Pravite, jaz sem ne verujem. Mislim, jaz sem ateist, sem tu Gospod. Zdaj sem rad. Zato, ker sem ateist, se to vršilo. No, potem pa smo prišli na tisto. Da ni ateist. Vse, ko Gospod zelo malo zaukazal, da ni ateist. Da bi nisem ateist. Se tudi, ko ste z Ljubljane šli, ste šli v avto, ste verjeli, da boste se pripeljali varno, da ne bo prometne nesreče. Sem vas dal klobase tu na mizo in ste začeli jesti, ker ste vedeli, da niso zastrupljene. Vi ste to verjeli. Ko začer greste spat, vi verjamete, da boste se zbudili, zato greste spat. Meni ste veren človek. Ne govorimo o religioznosti, ampak po veri. Vi verjamete, da ste močen veren. Ne gledate. Imate prav. To pa nisem razmišljal. Jezus govori tudi v drugi veri še. Vera v Boga. A ti verjamete, da Jezus v Euharistiji, da to živi Kristus. A ti to verjameš, da to
postali Kristus. Da te ta Bog ima neskončno rad, da te neskončno ljubi, je do konca za tebe. Vem, da ste še že na molilnici, da bi predolgo naše. Ampak jaz vseeno še vam povedal o rojstvu vere. Kljub temu, da sem šel na molitveno skupino, potem redno in potem, ko sem pustil očeto, je pa površinska vera, navadno to ostane površinska vera, nekaj globino vere je pa pokaljena z preizkušnjami, težavami, boleznimi, trpljenjem, da bi ostala ta vera močna, trdna, globoka, zasidrena v Bogu. In jaz, preprosto, ko sem šel v bogoslovje, imel vera. Kljub temu, da sem očeta odpustil, še nisem imel vera iz eternega. A da sem imel smrtno bolezen, da sem ostal še živ, še ni bila vera. Trdna vera, tako čična vera, tako malo. Da sem bogoslovje prebral knjigo, kako Bog govori, pred tabernaklom, pred najsvetejšim. Dobro. Gremo spat, ob enih ponoči sem se zbudil, pa pevo, preživim dve sveči, na koleno, preperem tabernaklom, na koleno, zdaj da bi s tem uro v polni tišini. Bom videl, kaj bo Jezus meni povedal. Vsako noč. 30 dni. Nič. Bog spi. Nekakega glasa, nekakega miru, nekakega ljubezni, nekakega veselja. Nič. Govorim, kak je prišel to rojstvo vere. Vse to nekaj z mano narobe. Vsaki 10 dni, 14 dni si šel svet izpoved. Ni nekakšne spremembe. Nič. Hudo nekaj narobe. To se nam vsem dogaja, da mislimo, da nekaj z nami narobe, pa ni, ne? V tem oziru. Na koncu sem pomislil, zdaj bi pustil. Nisem več hodil pred Jezusom, pred po noči v belih dobrih. Govorio, pa kaj te delo, jaz to vse to nekaj, Bog, mislim, nekaj z mano narobe. Tako sem bil ježen na sebe, da bi pustil molitev Božjega venca. Ampak nisem. Mislim, da Božja venca mogo potem v bogoslovi, da sem pa šel na enega, zdaj bi še to pustil, ne? Pa ne, pa nisem. Sem bil pa jezen in žalosten. To je žalosten, razočaran. Ker človek je razočaran, je žalosten, se zapere pa v sebe. Si šel po ulici, seveda ne moreš po Mariboru moliti, ki misli, da si tam strašovca, ne po ulice, nekako, če bi imel rožne venece v roke, ne? Grem neko po te ulice gor, pa na Kalvariju, nek hrik, je gori cerkev Kalvarija, in vrni je križ, križ je pa Marija Magdalena, pa Janez Evangelist. Na steni, zunite, kaj vidi, jaz pokleknem tam, žalosten sem bil, razočaran, zaperem oči in naenkrat sem slišal glas iz notranjosti, ali ti meni ne verjameš. In sem pa eno uro tako jokal, kot da je bil tisem najboljši tornado na uri. Tak sem jokal, da vse tisto, kar jaz Jezusu nisem verjel. Jezus je tu, poleg mene, pa ga nisem verjel. Jaz sem čakal čutek mira, veselja, ljubezni. Tu sem čakal. Jaz sem rekel, kaj mora meni dati. Ni pa samo postoriti to, kako meni daje. Nisem verjel,
Krat naprej več nisem na tem čutečnem področju iskal Boga. Prišel, ko ni, vedno ne postavljam Gospodove. Gospod, ti si tu. Če te čutim, ne čutim, ti si tu. Si ti rekel, da boš vidno s nami. Ti si tukaj.